Bil sem pravzaprav na sestanku z organizatorji Roma Pride. Kaj se je zgodilo? Mislim, situacija se začne leta 2025, ko smo se soočili z 30 napadi na naš paradni voz med Roma Pride 2025. Ljudje so nas klicali teroristi, morilci, čeprav nismo imeli nobene nacionalne zastave s seboj. To smo bili mi, preprosto Judje in queer osebe. Večkrat smo prosili organizatorja Roma Pride naj zavzame stališče in nam dejansko dovoli sodelovati v koordinamentu, torej v skupščini lokalne LGBTQ+ organizacije. In med sestankom 25. maja so nam dejansko povedali, da nismo dobrodošli v tem koordinamentu, pa še to ne. Povedali so nam tudi, da letos ne bomo imeli dostopa do tovornjaka med parado. In veste, imeti tovornjak ne pomeni samo vidnosti za skupnost, ampak tudi varnost. Ker po tem, kar se je zgodilo lani, si lahko predstavljate, da je za nas nemogoče varno sodelovati brez, varnosti, ki jo nudi ta platforma. In tako sem bil med srečanjem, bil sem na sestanku z organizatorji. Tako sem bil pravzaprav eden prvih, ki je prejel informacije. Pravzaprav sem 2 leti delal za Roma Pride. Tako je bil to res težek in tudi čustven trenutek zame. In potem so izdali to izjavo 5 minut potem, 10 minut potem, ko smo končali sestanek. In uporabljali so to platformo proti tako majhni organizaciji, kot je Kasketi Italija. To je vznemirjajoče, to je ogabno. In da tukaj v Evropi leta 2026 Judje še vedno ne morejo sodelovati. Jaz bi niti nočem reči na paradi ponosa, ampak na splošno v družbenem kontekstu na teh dogodkih, veste? Ste v zadnjih letih dejansko opazili spremembo v vedenju do vaše skupine in drugih članov skupnosti, ne le strani organizacij, kot je Roma Pride, ampak tudi strani ljudi? Če pogledamo nazaj na naše sodelovanje pred 3 leti, je bil to poseben trenutek, ko nas je množica med parado spodbujala. Seveda so vedno bili, neki manjši antisemitski napadi, vendar niso bili tako odmevni in tako nevarni kot tisto, kar se je zgodilo lani. Potem, ko smo za 1 leto prenehali, ker smo se zaradi varnostnih razlogov in te povezave z gibanjem počutili ogrožene, in potem smo lani ponovno sodelovali z našo evropsko organizacijo na Roma Pride. In letos, so organizatorji jasno pokazali spremembo. Ampak ljudje na splošno, spreminjajo svoje razpoloženje do naše organizacije. Ampak ponovno, smo organizacija, ki se osredotoča na vprašanja antisemitizma in diskriminacije proti queer osebam, s katerimi se soočajo italijanski in evropski judovski queer ljudje. Včasih sploh nimamo povezave z Izraelom. Nekateri naši člani sploh ne volijo v Izraelu. Mi ne moramo niti, nimam številke Netanjahuja, tako da ga ne morem poklicati in mu reči, naj preneha. Torej, stvar je o tem, da je splošno stališče, ki ga ima queer gibanje trenutno, da bi morali zavzeti stališče. Ampak to je po definiciji oblika antisemitizma, če od judovske osebe zahtevaš, da zavzame stališče glede dejanj tuje države. Tako da je to nekoliko nesrečno. Ariel, najlepša hvala. Ariela Heller, predsednica Keshet Evropa. Hvala in želim vam vse najboljše v prihodnosti. Najlepša hvala, da ste nam dali prostor za to platformo. Zelo pomembno je, da se to sporočilo razširi po vsej celini, po Izraelu, povsod. Gre za vprašanje demokracije. Zato se vam še enkrat zahvaljujem za to.